Gradnja vodovoda na ormoškem območju, ki jo sofinancirata Evropska unija iz kohezijskega sklada in Republika Slovenija, je zaključena. Gradnja se je začela v začetku junija lansko leto, in sicer s položitvijo prvih metrov vodovodnih cevi na Seniku, na meji med občino Ormož in Sveti Tomaž, na vodovodnem odseku Hajndl-Kostanj. Gradnja pa se zaključuje v tem tednu na Humu. Nahajamo se na odseku Hum 7, se reče, to je zadnji odsek, pač pustili smo si ga za nazadnje, ker tak nekak tehnologija tudi narekovala. Tukaj se zdaj dogaja prevezava za en del Huma in prevezava na drugi del Huma in pa nekako možnost nadaljevanja tudi, da se kasneje lahko še nadaljuje tukaj naprej. To pomeni zadnji cevovod, pač, ki povezuje dva obstoječa kraka, na kateri so pač navezani že vodovode. En del smo obnovili pred 10 leti, drugi del pa še čaka. No in konkretno tukaj sedaj se bo še kopalo? Ja, rabimo še položiti 2 cevi, 2x6 metrov, to je 12 metrov tukaj naprej, in pol levo in desno še 6 metrov, da poiščemo cev, ki točno ne vemo, kje zdaj še je, in to pomeni danes in jutri še, da skopamo, povežemo te cevi in zasipamo. Malo nas vreme ovira, tako da verjetno ne bomo jutri še poasfaltirali, bo pa asfaltirano tudi. Zdaj v obdobju do 20. decembra morajo biti vsa dela končana. Nekatera dela se seveda lahko tudi še v reklamacijskem obdobju, manjša se odpravljajo, tako da ne vidimo težav, da tega projekta tudi ne zaključimo tako, kot je treba. Skoraj neverjetno se zdi, da torej ste uspeli tudi poleg nekaterih težav ujeti torej ta rok. Ja, saj veste sami, med tekom gradnje se vedno kaj zakomplicira, se kaj več naredi, kot je bilo predvideno, tako da zaradi tega se je tudi bil rok podaljšan za 2 meseca, kljub temu pa smo lahko zadovoljni. Torej, da še enkrat ponovimo, koliko cevi je bilo položenih, kaj vse je bilo narejeno? Položenih je bilo preko 25 kilometrov glavnih cevovodov, k temu pa lahko prištejemo še kar nekaj kilometrov priključkov. Se veste, od glavne cevi do hiš so bili vsi cevovodi obnovljeni, tako da lahko zdaj vsi ti prebivalci so mirni nadaljnjih 40 do 50 let. Tudi ceste so se urejale zraven in vse ostalo, je to tudi vse urejeno v tem trenutku? Zdaj v tem trenutku so v glavnem dela končana, v reklamacijskem obdobju bomo stvari sfinalizirali do konca, tako da se vidi, zdaj trenutno temperature še ne omogočajo tega več. V glavnem v reklamacijskem obdobju 4 mesece bo to vse urejeno. Novi oziroma obnovljen vodovod bo tako še kvalitetnejšo vodo z močnejšim pritiskom pripeljal skoraj 16.000 prebivalcem vseh 3 občin. S odlično pripravljenim projektom pa je tako občinam upravne enote Ormož med drugimi projekti tudi za gradnjo vodovoda iz Evrope uspelo počrpati izdatna sredstva, kar pa v obdobju 2014-2020 žal ne velja za mnoge podravske občine. Pripeljali smo veliki projekt do konca, zato seveda iskrena hvala vsem, ki so pri tem sodelovali. Bilo je veliko dela, veliko usklajevanja, ampak jaz verjamem, da smo lahko zadovoljni. Konec koncev uspeva nam če sem lahko malo še bolj, bi rekel, ponosen na to, kar se tukaj dogaja. Konec koncev v Podravju smo tisti, ki smo uspeli pripeljati sredstva, tisti, ki smo uspeli projekt, se pravi, dobiti, in smo tudi tisti, ki ga v dobrem delu tudi zaključujemo. Vse ostale občine še bo to čakalo v prihodnosti. Mi pa že lahko smelo gledamo v naslednje faze, to se pravi v naslednje rekonstrukcije samega vodovodnega sistema po naših 3 občinah, in vsekakor smo lahko zadovoljni, kar smo v tem času dosegli. Se pravzaprav občani sploh zavedajo, za kakšen dosežek gre? Kaj to pomeni, torej nova vodovodna napeljava? Vemo, da imamo v Ormožu eno izmed najbolj kvalitetnih pitnih voda, na to smo lahko ponosni. Vse to, kar se obnavlja za vse nas, torej kvaliteta se bo absolutno še povečala, tako da smo lahko na vse to, kar imamo v naših 3 občinah, zelo ponosni, in jaz verjamem, da to tudi občanke in občani tudi čutijo. Kdaj bo po vašem mnenju lahko tista uradna otvoritev, kajti verjamem, da bo to kar velik dogodek?
Ja, predvidevamo tam aprila, maja, da bomo te zadeve absolutno zaključili. Glede na to, da bodo vsa ta groba dela sedaj končana, še nas čakajo, bi rekel, te zaključne faze oziroma zaključna dela na, se pravi, asfaltnih delih. To pa glede na vremenske pogoje, glede na predvidevanja, kako se bo vreme odvijalo, so najbolj realni tisti meseci, to se pravi okrog aprila, maja naslednje leto. Kdo pa je najbolj zaslužen, da je tako uspešno torej zaključen ta projekt? Jaz moram povedati, da smo res z komunalnim podjetjem Ormož zelo dobro sodelovali. Oni so bili tisti nosilni naš partner, kar se tiče samih izvajalcev. Zadaj še so bili tudi ostali izvajalci, s katerimi so imeli pogodbeno razmerje tudi rešeno, pa tudi normalno kompletna občinska in pa medobčinska uprava. Ni samo, se pravi, izvedba na terenu, ogromno je bilo papirologije, ogromno je bilo dajanja zahtevkov, da so se teh 4,3 milijona evrov tudi počrpala uspešno. Ogromno je tudi bilo usklajevanja, torej zadnji se papirji gledajo ob vseh zahtevkih, se pravi ze strani posameznih ministrskih resorjev, tako da je potrebno kar dobro delati, vkolikor želiš do sredstev priti. Imamo tudi informacije, da so določene občine imele več problemov pri črpanju samih sredstev, tako da jaz mislim, da se tukaj zahvalo res zaslužijo vsi tisti, ki so bili na terenu, vsi tisti, ki so bili v papirologijah, tudi konec koncev kompleten nadzor, ki je izvajal dela. Vedno smo bili korektni tudi do samega izvajalca, šli skozi časovnice, šli skozi vse to, izvajalo se je še več del, kot je bilo v samem projektu predvideno, res smo šli tudi občankam in občanom čim bolj na roke. Zahvala pa tudi seveda tudi vsem, ki so, bi rekel, živeli, se pravi občankam, občanom in vse tistim ob sami gradnji. Bilo je kar dosti prilagajanj, bilo je kar dosti obvozov. Večkrat si je bilo potrebno zatrpeti tudi kak dovoz, ni bilo vedno takoj poasfaltirano, ni bilo vedno takoj, se pravi, niso bila groba dela zaključena, tako da iskrena hvala tudi vsem tistim, ki so pri tem včasih si morali zatrpeti, ampak včasih se splača. Bil je večmilijonski projekt, gre za veliko pridobitev naših 3 občin in jaz verjamem, da se lahko tudi v neke časovnice tudi malo zatrpimo. Gradbena dela je izvajalo komunalno podjetje Ormož, projekt pa je vreden blizu 8,5 milijonov evrov. Od tega so si občine iz kohezijskega sklada uspele pridobiti 48 in iz državnega proračuna 9%. Razliko prispevajo občine same. Ormož 33, Središče ob Dravi 4 in občina Sveti Tomaž 6%. A bo končni strošek zaradi podražitev višji. Zdaj, pogodbena vrednost se razlikuje v tem, da so bile priznane seveda nekatere podražitve. Vemo, materiali nekateri so šli zelo navzgor, posebej asfalti in cevi. Tako da bilo je priznanih približno za 430 tisoč podražitev. Izključno gre za podražitve zaradi cevi in asfaltov. Medtem ko je bilo pravljeno tudi nekaj več del na cestni infrastrukturi, tako da je bila ta vrednost približno 600 tisoč evrov višja. V tem času izvajalec del komunalno podjetje Ormož ureja še prekope cest, da bo lahko zimska služba opravljala svoje delo. Potekala pa bodo še dela na bankinah in dela v objektih zgrajenih v okviru projekta, kjer je treba opraviti še nekaj notranjih del.